Zdaj bom pokazal, kako se vpišeš kot prvič vpisan uporabnik. Pridobiti si moraš podatke za uporabniški račun, ki je bil ustvarjen ali spremenjen. In jaz imam tukaj zdaj vzorčnega uporabnika, ki je pravkar na novo vnešen. In zanj sem dobil podatke za uporabniško ime in začasno geslo. Kaj zdaj? Grem v Google, na primer, in poiščem Office 365. Ali na kratko, vpišem se na portal www.office.com. To lahko direktno vpišem v vrstico zgoraj in dobim nekaj takšnega. In tukaj piše sign in ali vpiši se. In ko kliknem na sign in, dobim vzorec, v katerega vnesem uporabniško ime in geslo. Ker sem tukaj vzorčni uporabnik enkrat že vnesel, grem zdaj, ker bi ga rad na novo vnesel, tako kot bi se vam zgodilo prvič, sign in with other email. Se pravi another account. Other account. In vpišem uporabniško ime. Torej, vi pišete ponavadi ime, priimek z celo potjo afna.gim.ptuj.si in kliknete na next. Zdaj pa je treba vnesti geslo. Da se ne matram, grem v pošto, v kateri sem dobil to geslo, ga označim, skopiram in ga prilepim v to naslednjo rubriko. In rečem sign in. Kliknem na sign in. Zdaj me že vpraša, da se ga shrani, pa nima smisla shranjevati, kajti zdaj pa je vprašanje more information required. Ali potrebujemo več informacij o vas. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo vnesli v naslednjem screenu, na naslednji strani, na katero nas preusmeri, poštni naslov, ki še ni konfiguriran. Se pravi, ga postavimo zdaj. To je poštni naslov, ki ga že imamo, se pravi Gmail, Arnes, karkoli, in ga vnesemo tukaj noter. Ta poštni naslov je samo zato, da boste potem, ko ga tukaj vnesete, email mi pomeni pošlji pošto, torej, ko boste vnesli ta poštni naslov, se vam odpre naslednji vnos, kjer pa boste vnesli tisto, kar vam bo zdaj portal Office poslal na ta naslov, ki ste ga tukaj notri vnesli. Se pravi, vaša naslednja akcija je vsa pošta, nazaj, recimo pogledati, najnovejšo pošto, pravi, malce osvežimo, malce počakamo in dobimo pošto z nekakšnega naslova MS Microsoft Online Service Team. Se pravi, v bistvu že Microsoft Office ve, da ste vi gimnazija Ptuj. Da ste iz gimnazije Ptuj, kajti končnica vašega uporabniškega imena, vidite, tu je napisano, vzorčni uporabnik gim.ptuj.si, kaže na to, da ste vi gimnazijci. Ta Microsoft portal je licenciran portal, na katerem imamo pač mi svojo kompletno licenco. Torej, tako Teamse, tako kot tudi vsa Office orodja, ki jih bomo potem kmalu videli, se pravi, tole kodo, ki smo jo zdaj dobili, your code is, skopiramo, gremo nazaj
v ta zavihek, najbrž bo to v drugem zavihku, in jo tukaj vnesemo. Se pravi, v tem naslednjem pravokotniku vnesemo tisto kodo, ki smo jo tam dobili. In zahtevamo verifikacijo. In zdaj bo on verificiran in je odkljukal, kajti vnesli smo pravo kodo, saj smo mu tukaj vnesli pravi poštni naslov in zaključimo. In smo vstopili. Tu je še samo vprašanje, ali ostanemo prijavljeni. Tu je vseeno, kaj kliknemo. Yes ali no. Yes pomeni, da boste pač nekaj časa noter, ker boste več stvari opravljali. Lahko ostane yes, lahko ostane no. Tukaj, kot ponavadi na teh straneh, zdaj se lahko naučite kaj o Officeu. Verjetno se zdaj ne boste, ker nimate časa. Ampak tukaj imamo, moram vam povedati, vsak dan je kaj novega. Tu nas lepo vpraša, če imate nastavljene slovenske Windowse, vam bo tu napisal dober večer, pozdravljeni. No, tu imamo vse te programe, ki so na voljo. Nas trenutno zanima Teams, zato bomo šli v Teams. Se prijavili v Teams, s tem se bomo prijavili v Teams. Upravljali s Teamsom bomo lahko šele po 24 urah od prvega vnosa. Se pravi, tu zdaj moramo reči zopet, zdaj smo se logirali v Teams okolje, zato bomo, imam že prejšnje neke prijave, se bom seveda z vzorčnim uporabnikom prijavil in počakal. In sem v Teamsih. Od zdaj naprej imate 24 ur časa, da se malo razgledate. Po 24 urah, v teh 24 urah vas že nekdo lahko povabi v kakšno ekipo, kakšen tim, kajti zdaj, ko ste prišli sem noter, ste prijavljeni v Teams, ste znan uporabnik. Dokler niste tukaj prijavljeni, dokler se ne pojavite v tem Teams okolju, vas še nihče ne more najti. Čez 24 ur boste pa lahko kreirali tudi kakšen svojo ekipo, svoj razred, svojo skupino. Lahko se boste prijavili na kakšen individualni pogovor in podobno. Tako. To je pa zdaj že okolje Teams. Tukaj že dobite takšna napotila, če to poklikate, kaj vse se lahko naredi. Ko je to končano, je seveda konec. Tu v desno zgoraj vidimo, da smo prijavljeni z tem uporabniškim imenom. Na levi so opcije pogovor, potem je seveda Teams so ekipe, in če zdaj, to so take ekipe, ki so že ustavljene noter in se lahko direktno na njih prijavite. Sicer boste pa dobili vabilo, če vas bo kdo povabil, da se naredi tudi tako, da vam nekdo pošlje kodo od že neke aktivne ekipe in potem vnesete tukaj kodo. Samo tisti uporabnik, ki je naredil svoj tim, mora to kodo tam v tisti ekipi zgenerirati. Za ostalo obstaja še čas. Važno opozorilo. Kot vidimo, tukaj smo pristali v brskalniku spletnem. Tu levo spodaj imamo možnost prenesti aplikacijo, tako jo začne nalagati k vam dol. In to je aplikacija v Windowsu, ki je tudi inštalacijski program za Teams kot samostojno aplikacijo. Se pravi, in to je smiselno, da si namestimo Teams kot samostojno aplikacijo,
Zdaj se ta Teams nalaga, to ni preveč obsežen program, recimo tukaj za Mac je dolg 81 mega, kar ni strašno dosti. In ko to naložite, to poženete in se prijavite v tej aplikaciji, ki pa zgleda podobno kot una v brskalniku, samo v naslovni vrstici nimate ne URL-ja, ne nič in tukaj lahko svoje time izbirate. In tudi ste lahko prijavljeni v tej aplikaciji drugače kot nekje v brskalniku. Zaenkrat pričakujte povabila, potem pa pridno na YouTube in si lahko pogledate, tam je vse polno programov, recimo, kako v orodju Microsoft Teams s pomočjo table izvesti predavanje. Celo to vam pokažejo. Skratka, tu je cela serija takšnih programov, oziroma takšnih videov, ki vam pokažejo, kako zadeve opraviti. Se pravi, YouTube, kako v orodju Microsoft Teams naredimo karkoli, ali kar tukaj vpišete orodje Microsoft Teams. In dobite spisek vsega mogočega, veliko, mnogo in še več. To namestitev tudi lahko vidite, to je tisto, o čemer sem govoril, namestite orodje, skratka, vse je tukaj. Za vas je važno samo, da se prijavite kot člani organizacije GIMP TUI, ki ima licencirano verzijo orodja Microsoft, med vsem ostalim je tudi orodje Teams, ki služi temu delu. To je to zaenkrat. Če bo treba še kaj, bomo še kaj posneli, kakšne primere ali kaj podobnega. Za zdaj pa samo, da postanete čim prej člani našega tima.